Prijetje slovenskega državljana, o katerem sprašujete, je bilo rezultat dela enote slovenske policije za ciljno iskanje, ki je uspešno sodelovala s kanadsko policijo in s tem na nek način omogočila tudi lažje prijetje tega slovenskega državljana. Prijet je bil po mednarodni tiralici v okviru postopka z emigrantsko policijo. Različne policije imajo seveda različne sisteme organizacije, zato mogoče v teh vaših prvih poročanjih se je poudarjalo emigrantsko policijo, vendar je pri kanadski policiji situacija taka, da v enoten sistem niso vnešene vse mednarodne tiralice, temveč samo tiste, za katere oni ocenijo. In to sodelovanje med našo in pa kanadsko policijo je temeljilo predvsem na tem, da smo dosegli vnos te slovenske iskane osebe v sistem, ki je dostopen vsem policistom v Kanadi. Nadaljevanje postopka ta trenutek lahko povem edino to, da pravosodni organi Slovenije so že v kontaktu s pravosodnimi organi Kanade. Potrebna dokumentacija bo kanadskim pravosodnim organom dostavljena danes oziroma najkasneje v naslednjih dneh. Potem pa je seveda odvisno od nadaljnjih postopkov v Kanadi, kdaj se bo ta izročitev izpeljala. Lahko poveste, kako je bil prijet ta slovenski državljan? Kolikor smo obveščeni, je bil prijet v zvezi s cestnim prometom. Lahko samo še to pojasnite, Ministrstvo za pravosodje je prejšnji teden v bistvu dejalo, da ni bil prijet na podlagi tiralice. Ne, ni bil prijet na podlagi tiralice. Drži, ni bil iskan ciljno kot oseba iskana po tiralici, temveč je bil prijet v prometu in potem se je skozi prometni postopek ugotovilo, da je oseba tudi mednarodno iskana in se je potem v nadaljevanju sprožil ta postopek. Kako hitro lahko stečejo zdaj te izročitveni postopki? To je odvisno predvsem od pravosodja kanadske države. V kolikem času bodo speljani vsi postopki najprej na podlagi imigracijskih postopkov, ki jih vodijo, in potem na podlagi izročitvenih postopkov. Možnosti je zaenkrat več. Obstaja konvencija Združenih narodov o organiziranem kriminalu. Ena od možnosti izročitve bi bila ta. Seveda je vse odvisno od tega, če se bo oseba pritoževala na izročitev oziroma če se bo sama strinjala z postopkom izročitve. Imate kakšno informacijo, kje se nahaja ta trenutek, in vprašala bi se, glede na to, da sklepamo, da ni imel dovoljenja za bivanje tam, ali bi lahko torej tudi šlo za deportacijo nazaj v Slovenijo? Ena od možnosti je tudi deportacijski postopek. Kolikor smo obveščeni, je ta oseba pridržana. Torej ni ta trenutek na svobodi v Kanadi. Ampak kaj je v nekakšnem priporu ali kaj bi bilo, ali v kakšen azilni center? Ne, pridržana v okviru policijskih postopkov. Ne znamo pa povedati točno naslov in pa kakšni so ti prostori. Mogoče lahko poveste, koliko časa je slovenski policiji oziroma organom pregonov znano, da se je ta oseba nahajala pred prijetjem v Kanadi in kaj naj bi tam počela? Znano nam je 1 leto. Mi smo, če pravzaprav lahko v tej priložnosti tudi nekako vam predstavim, kako ta enota za ciljno iskanje poteka, delo te enote. Mi smo med drugim posredno tej iskani osebi tudi ponujali možnost vrnitve. Bili smo v posrednem stiku z njo, vendar se oseba ni odzivala na naše pobude, ampak v današnjem svetu je že tako, da se pravzaprav ne da nikamor več skriti za dalj časa in jasno je bilo, da slej ko prej ga bomo dobili. Planet? Ja, to zdaj lahko, glede na vse, kar se lahko zgodi, se lahko vleče tudi mesece oziroma še dlje časa, preden sploh, ne vem, se kaj zgodi. Je tako? Ja, seveda. To ni več v pristojnosti slovenske policije, to je v pristojnosti policije države, v kateri je posamezna oseba prijeta. Nekje gre to hitreje, nekje gre počasneje, ampak za nas je ta trenutek pomembno, da je bila iskana oseba prijeta in pa, da se bo slej ko prej vrnila v Slovenijo. Mogoče samo eno vprašanje, rekli ste, da vam je bilo približno 1 leto znano in da ste bili celo v nekem kontaktu. V kakšnih primerih pa recimo
tuja policija v tem primeru iz te države, pa na podlagi podatkov, ki jih vi imate, pa gre sama iskati tako osebo, ker tle očitno niso kljub temu, da so neki podatki ne bili. To je odvisno od države do države. V zadnjem letu smo naprimer za 9 iskanih oseb drugih držav, ki jih druge države iščejo, pa smo imeli v slovenski policiji podatke oziroma smo pridobili podatke, ker policije pomagamo ena drugi pri iskanju, smo posredovali naprej tretjim državam podatke, kje se osebe nahajajo in so jih aretirali. Se pravi na podlagi mednarodne tiralice ali evropskega pripolnega naloga. Druge države, konkretno tudi v tem primeru, so potrebovale zelo natančen podatek točno o lokaciji, ki ga pa seveda tako natančnega, da bi vedeli številko hotelske sobe, pa žal nismo imeli. Imeli smo pa relativno natančne podatke o mestu, tudi o predelu mesta, vendar je za kanadsko policijo to v tistem obdobju ni zadostovalo. Jaz bi samo še nekaj vprašala. Vemo, ena od odvetnic je bila v kontaktu z njim, ali ste preko tega vzpostavili posredni stik, oziroma informacije so tudi, da so v bistvu družinski člani bili v rednem kontaktu. Je tudi družina sodelovala? Veliko ljudi je bilo v kontaktu z njim. Jaz vam zdaj pač to ni predmet razlage javnosti, kako pridemo v kontakt s posamezno iskano osebo. Gre samo za to, da pač poslužimo se pri iskanju vseh zakonitih možnosti, ki jih imamo, in ena od teh je tudi poiskati osebe, ki so z tako osebo nedvomno v kontaktu, podati pobudo osebi, da se nam mogoče celo sama oglasi, pa se z njo dogovarjamo, ali pa si izmenjujemo sporočila preko teh tretjih oseb. Možda lahko še poveste, v katerem mestu je bila ta oseba prijeta? Ja, v Otavi.